Julijsko jutro na eni od evropskih plaž. Zadnji dan vašega dopusta. V roke primete mobilni telefon, pošljete sporočilo in zaprete oči. Vaše besede vsrkajo lokalne telefonske linije, nato pa se prenašajo iz omrežja v omrežje, dokler ne prispejo v državo, v kateri je vaš dragi. To imenujemo gostovanje. Telefonski operaterji so to storitev navadno predrago zaračunavali, kar je po koncu dopusta pomenilo neprijetna presenečenja. Toda odtlej so se cene gostovanja močno znižale po zaslugi posredovanja Evropske komisije. Komisijo sestavljajo politiki, ki se vsako sredo sestanejo v Bruslju. To so komisarji in komisarke. Skupaj sestavljajo neke vrste evropsko vlado. Vsakdo od njih je odgovoren za svoje področje in vsakdo prihaja iz druge države. Njihova naloga je zastopati splošne interese Evropske unije. Ob nastopu službe prisežejo, da ne bodo sprejemali navodil od svoje nacionalne vlade. Vsak komisar izrazi svoje mnenje o obravnavanih zadevah in sodeluje pri sprejemanju odločitev. Pogosto slišimo, da je komisija motor Evropske unije. Njena poglavitna vloga je namreč, da predlaga pobude za zakonodajne akte unije. Tako je bil kolegi komisarjev in komisark tisti, ki si je prvi zamislil možnost znižanja cen gostovanja v Evropi. Predlog so nato proučile in sprejele tudi ostale evropske institucije. Vi pa nekaj let pozneje uživate prednosti tega predloga zleknjeni na ležalniku. Preden se poslovite od svojih počitnic, se sprehodite še po plaži. Tega še ne veste, ampak zato, da voda, ki vas osvežuje, ne bi bila onesnažena, skrbi prav komisija. Kakovost kopalne vode je predpisana v evropskem pravu. Če države članice ne poskrbijo za ustrezno čistočo svoje obale, jih lahko komisija zato kaznuje, saj ima vlogo varuhinje pogodb. Nekaj ur pozneje prispete na železniško postajo. Kmalu boste spet svojim najdražjim. In kakor nenavadno že to zveni, bo za to delno zaslužna Evropska komisija. Tretja velika naloga komisije je upravljanje politik in proračuna Unije. Zadolžena je za dodeljevanje pomoči regijam za izgradnjo infrastrukture. Komisija je odgovorna za finančno pomoč, ki se v Evropi dodeljuje projektom gradnje letališč, avtocest in tudi železnic. Brez nje vlaka, ki vas bo s hitrostjo 300 km/h popeljal k vašemu najdražjemu, verjetno sploh ne bi bilo. Sredi potovanja se odpravite v jedilni vagon in si privoščite espresso, medtem ko vam obraz božajo sončni žarki, ki prodirajo skozi veje dreves. Preden vam je kava, ki jo z užitkom srebate pogrela roke, je zrasla daleč stran na planotah neke afriške države. In zato, da jo lahko kupite na vlaku, gre delno zahvala tudi komisiji. Slednja je namreč odgovorna, da v imenu Evropske unije izvaja misije tudi zunaj njenih meja. V praksi to pomeni, da se na podlagi mandata, ki ga prejme od držav članic, s tretjimi državami pogaja o trgovinskih sporazumih, pa tudi, da v državah v gospodarskem vzponu izvaja programe razvojne pomoči. V Afriki so tovrstni programi na primer omogočili razvoj izvoza kave. Pravica do pobude, varuhinja pogodb, izvršilna oblast in mednarodna razsežnost. V enem samem dnevu, s plaže, v objem vašega najdražjega, je Evropska komisija s svojim delovanjem prispevala k vajinemu ponovnemu snidenju.